Jaz sem Jacuzzi kralj in vi poslušate Radioaktivno. 2-9 diagnoza, multipla skleroza, shit. Name padla je kabit, polomljena sinkopa, klik, klik, klik. Premnogi s tem kvalitetno živijo, mene pa res konkretno je zvilo. Nepokreten bit, to sam seb naredit, res sick shit. Neurobiti, brez povezave, DJ jih ne ujame, ne. Vse in nič si ne dojame, vse kar bil si, to bil si, kar dosmaš, to vzameš. Pozitivo iščem tle, ker svet strupen je, kar se držim vam vre, naj gre, naj gre. Album začel terapevtsko to leto, ne rap, ne trap, ne, ne, nisem geto. Najtežjo stvariti govorim, ki osebno te zadevajo. Najtežje je umerjen bit, ko stvari te prehitevajo. Sam se problem, sam se sistem, znam ugasem tole. Najtežje je iskren do sebe bit, drugim ne sledim, izluščit svojo bit. Kje je razum, niga, kje je pogum, niga, čakaš odziv, niga, kdo je te kriv, niga. Šok prvi zdaj za mano, Jacuzzi kralj, Detroit, urbana rap. Ovo sem najdu za zaplet, preusmeru misli sem promet. Vsi pravijo, da imam preveč zapovedat, spet drugi vejo, kaj vse bi mogu delat. Se slišat bit, kaj mogu bi naredit, kjer trik folku mogu bi spustit. Reset možganov naredit, najt novo pot, izvest nov trik, najt novo povezavo. Še vedno iščem pravi bit, terapija zame in za mojo bit. Glasbi mora jaz sledit, če kar ponavljam tale trik. Sam sabo iščem ponovno stik. Najtežjo stvariti govorim, ki osebno te zadevajo. Najtežje je umerjen bit, ko stvari te prehitevajo. Sam se problem, sam se sistem, znam ugasem tole. Najtežje je iskren do sebe bit, drugim ne sledim, izluščit svojo bit. Najtežji je bila slišana skladba z albuma Preprosto najtežji Jacuzzija, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Pozdravljen. Jako po dolgem času se zopet srečujeva tako v živo z novim albumom. Koliko let je od prvenca? Sprav 2014, prav smo to, kaj je to, 8 let. Tako da je kar v redu, no. Planiral sem 4 leta, v bistvu že skoraj kazali, da bo 6, pa smo te izredne razmere imeli, pa se vse raztegnili, tako da končno, ja. In sedaj si Preprosto najtežji. Ja, v bistvu bilo je očitno najtežji ta album ven spraviti, ne, in moram reči, da v bistvu preprosto najtežji, mogoče tudi zato, ker preprosto mi je končno uspel narediti svoj drugi album v življenju. Prav prvič sem nekje v enem projektu, ki imam drugi album in sem ponosen na to do vesolja. Se bomo danes zredili ali shujšali? Vprašanje, kot kaže, bomo shujšali, ne? Nič nam ne kaže dobro, ni nekih debelih stvari pred nami. Bomo videli, ne? Če pa pogledamo glasbeno, pa se bomo zredili, kajte tu je 10 novih skladb. Ja, v tem pogledu pa absolutno, ne? Tako da duh bo masten in debel okoli z nami tecev, ne? Kot sem delal 10 novih skladb, si nam pripravil, kar nekaj časa si najavljal izdelek singli, ki so prihajali tako na obroke. Ja, glih to je to, ker sem rekel, da je album bil mišljen že 2 leti nazaj, da bo šel ven, pa nas je pač presenetilo vse skupaj, da nismo mogli dokončati. Single sem pa dal, predvsem sem recimo s prejšnjim, z najtežji kot singlom štartal, zato ker je obeleževal 10 let, odkar sem jaz dobil to mojo diagnozo z multiplo in pač sem
nujno ga hotel dati pač ven v tem letu, ki je 10-letnica, zdaj pa že 2 leti od tega, se pravi, končno. Ne. In končni izdelek je tu digitalen in vinilen, sicer vinilen zelo omejeni naklade. Ja, sem si želel narediti večjo naklado. Želel sem tako kot prvi album, da bi dejansko da bi bil natisnjeni vinili, v številu vsaj enih 300, ne, tako kot je bil ta prvi. Ampak zdaj, ker so se razmere v svetu spremenile, vinil je spet postal popularen, tiskajo se vsi stari hiti, vsi stari Beatli, Mozarti, Beethoveni, vse živo in pač nekako ne prideš na vrsto. So mi povedali, da je nekje 9 do 12 mesecev se čaka, tako da sem potem šel v zelo butično izvedbo 10 ročno rezanih vinilov plus digitalna izdaja, ki je pač na vseh platformah, Spotify, Apple Music, pač Deezer in vse to bo pač tam dostopno. In potem govorijo o energetski krizi, vidimo pa, da je vinilna kriza. Ja, v bistvu je problem, da vinila dejansko ni, samega materiala ni, da bi sam material za tiskati vinil gor je katastrofa proti tistemu, kar se je tiskal v 70-80 letih. Ne. In dejansko tudi kvalitete ne dosegajo več iste, je tako, da je pač pozna se, da se svet vrti naprej. Pričela sva skladbo Najtežje, nadaljuje vam številka 1. Številka 1, ja. Tle malo govori o tem našem individualizmu, ne. Se pravi, kjer predvsem gledamo samo na lastno svojo korist. Mogli bi pa po mojem mnenju včasih malo korak nazaj stopiti pa razmišljati nekje o našemu planetu, na katerem živimo. In tudi v tem kontekstu je, se pravi, številka 1, ti si ta en in edini na svetu, po drugi strani si pa samo številka na tem svetu, ne. Tako da v tem govori ta komad. Ti si številka 1. Hočeš tist, hočeš to, hočeš blink, blink. Hočeš svet, hočeš njega, hočeš več in nočeš manj, hočeš več, hočeš bit in grebi, hočeš vse misle zame je, vse hočeš zdajle tle, vse sam zate je, ne sam svet, galaksija zate mala je, danes se grabijo, vse nagrabi ne z domov, danes se je laži za vse, ne laži ne, danes se dela zaradi dela, mar ne, vse brez pravga pomena za vse. V svet v imenu dela, dela in dela, sam da firma dela je. Ti si številka 1 med milijardami zvezd. Vse dobiš na svojo stran, zato vse čist premal je. Ti si številka 1, to, kar dela svet vele, ker si top v presežkih, ta life je zate sam vesele. Ne bi vsem bil vse, ko govoriš ne prosiš ne, ker živiš si vse, ker obstaja svet, vrti se. Te pripada vse, za čas se titule, za oblast so kitenje, vse kar vidiš le, vse zate je, to vidiš, ko gledaš me, vzameš hočeš še, med številkami prva in ne kar ena, nad vse pomembna in zaželjena. In če že moram biti red, naj bi nadni red, naprej pele ta zmešan svet. Ti si številka 1 med milijardami zvezd. Vse dobiš na svojo stran, zato vse čist premal je. Ti si številka 1, to, kar dela svet vele, ker si top v presežkih, ta life je zate sam vesele. Ti si številka 1 med milijardami zvezd. Vse dobiš na svojo stran, zato vse čist premal je. Ti si številka 1, to, kar dela svet vele,
ker res si top v presežkih. Ta life je zate sam vesele. Preprosto najtežji album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Jacuzzi je z mano, številka 1 je bila slišana. Če pa pogledamo števec, pa je ta številka že skoraj 8 milijard. Ja, pa raste oziroma se vprašanje, kaj bomo videli kam pa koliko, ampak je pa dejstvo, da smo vsi številka 1, po eni strani smo številka in vsi smo edinstveni, ne. Tako da je tla ink in jank, ne. Jacuzzi je tvoj vzdevek, kako pogosto še dodaš zraven kralj? Kralj skozi v bistvu, Jacuzzi kralj, ker sem v originalu Jakob kralj, tako da Jacuzzi je bil nek vzdevek, ki mi je bil všeč in sem ga jaz vzel za svojega in sem ga uporabil v artističnem smislu. Tako da zato je tudi Jacuzzi kralj polno ime, ne. Artistično mogočen oziroma pač tako bo nekako tudi verjetno ostalo. Več kot 20 leti si na glasbenem prizorišču začel dejansko v rock vodah. Ja, rock and roll v bistvu, ne. Ta prvi album je bil The Sausages, to je bilo že 99, mislim, da je takrat enkrat debil in takrat smo pač rock and roll igral in to je bilo zame takrat nekaj novega. V bistvu nisem niti rock and rolla nikoli poslušal, dokler nisem v band prišel, tako da sem takrat šele rock and roll dejansko spoznal, pri tem sem čist druge glasbene zvrsti poslušal, pač tako kot saksofon sem igral in kot saksofonist je bilo veliko drugega kot rock and rolla. Pač rock and roll je tudi zraven vmes, ampak ne toliko, tako da sem ga dejansko takrat šele začel spoznavati, no. Čeprav pa, če se prav spomnim, smo te bolje spoznali kot člana Los Ventilos. Ja, to šlo pa potem naprej iz Sausages, smo naprej, takrat sem neke komade delal za Sausages, ki mi pač niso bili všeč in sva z Boštom takrat naredila več komadov in so videla, da imava material, da sva tak tim, ki delava komade in sva naredila potem band, dejansko Los Ventilos in sem posnel, se pravi, to prvo plato, se pravi, prvi album je bil ta prvi za Sausages, ta drugi album je bil Los Ventilos, ISO 4586, tako da tam, se pravi, na prvem albumu sem saks igral, na drugem sem pel, tako da Jacuzzi je pa dejansko, se pravi, naprej naslednja zgodba v tem popotovanju, ne. Kajti pri Jacuzziju si je potem tudi kar spremenil glasbeni žanr. Ja, pri Jacuzziju sem si potem končno privoščil to, da sem dal besedila na prvo mesto. Pač ker ko imaš neko glasbeno zvrst, ima pač neke svoje zakonitosti in si pač jaz sem se počutil omejenega v 2 kiticah. In se mi je zdelo, da si določene teme pa zaslužijo majčkeno več besed, majčkeno bolj podrobno vse opis oziroma nekaj, da prideš do, da ni samo ta nek haiku, ki je tudi čudovita oblika, ampak sem si privoščil, da sem res dal ven iz sebe na papir to, kar se mi je zdelo, da vam zapovedati. Tako da, zato, no. Se potem sedaj lažje izražaš? V bistvu pač zdaj, po tem, ko sem to pač naredil, zdaj se mi zdi, da pač se izražam komadu primerno, pesmi primerno, se pravi, če se mi zdi, da si pesem zasluži, da se poje, če se mi zdi, da se zasluži, oziroma če čutim, da moram nekaj več povedati, pač probam nekaj več povedati, tako da se pač poskušam se ne v okvirje dajati neke, ampak pač probati narediti to, kar čutim v trenutku. Pridi objem bo tretja? Ja, Pridi objem govori o tem, kako je ta svet okoli nas kaotičen, kako je po svoje, ne moreš nekaj narediti, veliko njemu pač ga lahko samo živiš in v bistvu tak en eskapizem, no, tudi te pesmi, se pravi, pridi objem, pridi k meni, greva stran od sveta, od skrbi. Deva se raje malo stisniti, deva majčkeno o nama dvema razmišljati, ne o tem svetu, ki je večinoma grd, če ga lahko pogledaš. Je seveda tudi izjemno lep, ampak v nekem kontekstu je pa zelo grd.
Kdo bi si mislil, si človek lak sam, to zamislil čišči sam. Intelekta brez primere, pa gazi podira, požiga in mele. Kdo bi si mislil, da lak intelekt tako maltretira v živeči svet? Kdo bi si mislil, da brez veze bile skovane so velike besede? Kdo zamislil bi si tak planet? Kdo sploh hotel bi na takem švet? Ni vsak mislec in poet, ni vsak praktik in atlet. Dost stvari bi lahko drugač tudi bilo, pa raj s popustom se kupujemo, raj gradove načrtujemo, se nadalje zadolžujemo. Je pa ni, je in ni, svet stoji in blaznivo je in ni, še bo kar ni, sva jaz in ti, naj svet stoji. Pa rečmo, nič ni večno, sam prah smo vsi v večnost, materija brez zavesti, ničnost, sanje in galaktična resničnost, vse ima smisel, spet smisla ni, včas bilo je, do spet ni. Teče mleko, teče kri, kdor zna živi, kdor ne trpi. Žur in podpornik sistema, ne rešitev del problema. Včas se vse ima brez veze zdi, včas bi rad svet brez skrbi, včas bi rad sam dober se mi zdi, včas bi rad sam mal v živu. Izmenjavo dotike, objeme, poglede, med klice, izvajal veselje. Pridi v objem, pridi k men, pridi greva stran od sveta, od skrbi. Podej mi dlan za trenutek stran, nekam drugam, na drugo stran, kjer zlobe ni, kjer smo sam jaz in ti. Danes tak je dan, ko me ne skrbi, ne boli, ne čutim, da me zvija, do krču me drži, ubija ta norija, se mi zdi. Danes tak je dan, ko me ne skrbi. Pridi, sprost se, bliži, spust se, kar imava, dan pred nama, naj mu dava vse, kar mava. Pridi, sprost se, bliži, spust se, vse, kar je zdaj med nama, sam trenutek, sam to mava. Pridi v objem, pridi k men, pridi greva stran od sveta, od skrbi. Podej mi dlan za trenutek stran, nekam drugam, na drugo stran, kjer zlobe ni, kjer smo sam jaz in ti. Danes tak je dan, ko me ne skrbi, ne boli, ne čutim, da me zvija, do krču me drži, ubija ta norija, se mi zdi. Danes tak je dan, ko me ne skrbi. Pridi v objem, pridi k men, pridi greva stran od sveta, od skrbi. Podej mi dlan za trenutek stran, nekam drugam, na drugo stran, kjer zlobe ni, kjer smo sam jaz in ti. Danes tak je dan, ko me ne skrbi, ne boli, ne čutim, da me zvija, do krču me drži, ubija ta norija, se mi zdi. Danes tak je dan, ko me ne skrbi. Jacuzzi je z mano oddaja Radioaktivno. Na spletni strani sem našel več oznak zate, da si avtor oziroma songwriter, potem pevec, raper, audio inženir, saksofonist in še kaj bi se našlo. Kaj od tega bi dejansko sedaj najbolj izpostavil? Ja, da vse to v bistvu, da ne morem ničesar dejansko izpostaviti najbolj. Še najmanj sem saksofonist, zato ker mi zdaj pač prsti ne ubogajo, da bi pač jih uporabljal tako, kot si je želel, in pač sem še vedno igram, ampak daleč od tega, da bi bilo to neko resno igranje, tako da kadar si želim imeti resen saksofon posnet, pokličem nekoga drugega, ki je to naredil. Tako da v bistvu se z vsem se še vedno identificiram, ni ene stvari, ki bi šla ven, ki bi bila bolj, zato ker ljubim produciranje, ljubim songwriting, uživam tekste, ki pišem, si pač predvsem sam sabo dostikrat razčiščujem v nekih temah, tako da so deloma tudi malo terapevtski sam zame, ker pač sam sebe pucam nekje svoje čustva, kaj čutim do določenih stvari in pač potem jih dam na papir in je
mečkan drugače, ker posel zapisane in pol, ker stvari zapišeš, stojijo, ne. Če pač bederijo, poveš si bederijo napisal in jo lahko vidiš, prav imaš kar naenkrat imaš nek dvogovor spet sam s sabo v tem, kar si ti na hiter naredil, pa kaj zares misliš, pa kaj si povedal. Danes večino časa preživiš v studiu? Ja, v bistvu tle moja dnevna soba je studio. Tle sem si nekako ustvaril okolje, ki ga obvladam, v katerem lahko funkcioniram glede na moje drugačne male probleme in v njemu lahko počnem in ustvarjam tako, kot se stvari, tako, kot sem si jih zamislil. Ne. In to so Railroad Studios. Za tiste, ki poznajo Ljubljano, bi vas lahko umestili točno določen prostor. Ja, tisti, ki poznajo Ljubljano, pa če vejo še, kje je Detroit v Ljubljani, pač Railroad Studios, Detroit, Ljubljana, malo mečken, ko bi se rekli temu, ameriški preglas, ne. Jaz imam Railroad Studios zaradi tega, ker sem začel ta studio postavljati, sem delal z enim ameriškim reperjem Spinzom in je pač on hotel v komadih povedati, kje snemati, we're live in to, in on hotel vedeti, v kjermu studiu snema in jaz snemu, ne vem, studio ob železnici, zato ker smo ob železnici tle v Ljubljani in je on meni povedal, man, I can't pronounce in potem je nastal Railroad Studios, ki je pa za Slovence zelo lušten, Railroad, tako da pač taka nenavadna imena. Detroit je pa iz tega, ki je pa bil tlele, so iz enega koncerta so se ne vem, kjer band se vračal in so prišli zjutraj iz kombija ven in so vsi bogi zmatrani pogledali, ko je tle pa tako kot v enemu Detroitu. Od takrat se je pa rejal ta Detroit in imamo naš Detroit v Ljubljani. Ampak v Detroitu gre vse navzdol, pri vas pa ni temu tako? Ja, industrija gre tlele zelo navzdol. Uspešno smo izrinili industrijo iz Detroita, tako da v tem pogledu smo kar konsistentni, ne. Tukaj se lahko vlečejo v tem sporednice. Ja, tako. Samo avtomobilske industrije nimate. Točno to je. V avtomobilski industriji smo slabi. Imamo pa avtoservis na ulici. Imate pa tudi tu številna znana glasbena imena v tem kvartu. Ja, tle pri nas je, tako kot smo šteli, je nekih čez 30 do 40 bendov ljubljanskih, slovenskih je pač tlele vat v temu, na tej naši ulici. Manj znani, bolj znani, Siddharta, Bigfoot Mama, Elvis Jackson, Hamo. Zdaj bom spustil še toliko, da ne bi rad jih užalil, tako da že to v bistvu škoda, da sem kogarkoli omenil besed. Bomo pa sedaj poslušali nekaj z tvojega novega albuma Preprosto najtežje in sicer bo to Ko neki motme. Ko neki motme, to je pa duet z Stenlišo, to je pa mlada pevka, sicer drugače je ona v originalu iz Beograda in tudi z mano v živih nastopih kot back vokalistka. In ko sem to pesem delal, je bilo samo jaz sem imel tekst. Ni bilo dejansko dueta. In potem sva snemala back vokale in sem kar naenkrat videl, da je to pesem, ki je čisti duet, ne. In sva za Stenlišo potem iz tega lepo naredila duet in se mi zdi, da tudi super dela, tudi pomensko, se pravi neka zgodba o nekem paru, ki je par in ni par in mogoče bo, mogoče ni, mogoče še je, ne vem kaj. V glavnem tako, taka zanimiva zgodba. Ko grem nasprotne, ko hočem stran še, ko ti ne dam še, ko ti še daš ne, ko grem se bogi me, ko mi ti rečeš ne, ko svet zamotne, ko te odnočne, ko sva oba tle, ko vsak zase je, ko daš od sebe vse, ko to sprejemaš le, ko ne verjame se, ko ne verjame vse. Not tle, to neki mot me in tebe mot tle, če neki not je in ko mot je, da neki mot te naj naju mot ne, to kar not je. Odver so se na parket, odver skrbi, kot jaz sem za te, si zdaj zaleti. Pozadva na zamire, na male lži, na vse najne, male skrajnosti. Naredba nekaj za sene, za druge ljudi, naredba to, kar se nama zdi.
nama kar gre, Si naju motne, da druge noč žre, da se vse ve, pa spet nič ne, da vsak zase je. pa spet drugič ne, Vem, da hočva še, pa vse tudi ne, veš, da bi pa ne. počas se ne gre, Veš, da rad bi še, ne glede na vse, ko veš, da hočeš le. da naj gre in gre. Not tle, to neki mot me in tebe mot tle, če neki not je in ko mot je, da neki mot te naj naju mot ne, to kar not je. Odveč so vse napake, odveč skrbi, kot jaz sem zate, si zdaj zame ti. Pozabva na zamere, na male lži, na vse najne, male skrajnosti. Naredba nekaj za zene, za druge ljudi, naredba to, kar se nama zdi. Nepomembne so debate, kaj to je, kaj ni, če prek tega ne znava, ni za naju poti. Če prek tega ne znava, ni za naju poti. Če prek tega ne znava, ni za naju poti. Jacuzzi Kralj z albumom Preprosto najtežji v oddaji Radioaktivno. Jakob, kako bi označil svojo glasbo? Ja, jaz tako, najbolj všeč mi je bilo, ker Jure Longika, ki sem pri njemu nastopil, me je označil za eklektičnega glasbenika. Ker je, se pravi, nek crossover, neka mešanca stilov in mi je ta eklektični glasbenik mi je super in všeč, ni glih najbolj pop za zapomnci, ker se tudi jaz težko, ampak se pravi nekje international bi bilo to, en crossover nekih stilov. Pač dejansko gre pa verjetno za stile, ki sem jih jaz kot mladostnik čez dal in so mi bili super. Se pravi, tle mešanca nekega popa, reggae, ska, metal, punk, pač vse neke faze, ki sem jih kot čez dajal in čez neke bende, ki so mi res veliko pomenili, ker sem bil mlajši. In to se vse pozna v tej moji glasbi in pač veliko glasbe sem poslušal in se ne morem za eno opredeliti. In se mi zdi, da tudi pač tako dejansko, tako kot si nek tekst zasluži neko lepo podlago, si nek tekst zasluži neko trdo, težko podlago, tako da mislim, da gre to z roko v roki, ne. Je pa danes v glasbi res prisotno veliko tega prepletanja žanrov. Ja, ker pač je toliko, se imamo, danes je vse dostopno, ne, zdaj pač ti greš na internet pa si pogledaš, kar hočeš, ne, se pravi, nič ni, nobene zares mistike ni nikjer, tako kot je bilo včasih, pač, ker nisi mogel dobiti muzike, ker sem bil jaz mlad, ne, pač. Poslušal sem tisto, kar sem dobil, več ali manj, ne, od nekih starejših, od po katerih koli kanalih, danes pač greš na net in si pogledaš, ne, in tle pač, se mi zdi, da pač zato pač veš, v istem momentu si lahko pač pogledaš, kaj je, ne vem, od Umeka ta najboljši miks, ki je bil, ne vem, leta kjerga, do Kornov, ta zadnjo, zdajle sem glihka Rammstein, ta zadnji komad poslušal, recimo, do, ne vem, vsega, kar prije tebe, se pravi, dejansko je toliko stvari okoli tebe, da nič ni več nenavadnega, ne. Se pravi, vse je nekako danes velja muzika, ni neke šokantne muzike, mislim, nekaj šokantno, pač dejansko pač je vsa ta muzika kar naenkrat okoli nas, ena Metallica, ki včasih ni mogla biti po radiju, se
recimo zdaj, ki je bilo, ne vem, koliko je bilo 30 let, se je kar naenkrat vse lahko vrtel po radiju, pač in to tudi komadi, ki se nikoli ne bi drugače vrtel po nekem takem, kjerenkoli, nekem popularnem radiju, ne. Tako da se mi zdi, da je ena taka druga situacija postala okoli tega, tako da vse velja, ne. Lahko primerjaš prvenec in sedaj album Preprosto najtežji v glasbenem smislu? Ja, seveda, ta Preprosto najtežji je narejen bendovsko. Se pravi, je narejen z ekipo, z mojimi džakuzli in džakuzlami, tako da je cel album je organski. Na prvem albumu sem imel veliko programiranja, zato ker sem šele formiral vse skupaj, nisem imel niti možnosti, da bi probal, hotel sem narediti zadevo, nismo pa prišli nikoli tega, da bi dejansko formirali band in iz tega ven naredili, tako da sem več ali manj sam delal zadeve in dodajal gor. Zdaj sem še vedno sam naredil, potem smo se skupaj z bandom dobili, naredili aranžma in potem posneli, tako da so dejansko vsi komadi na plati so pač bendovski, ne. Je pač neka druga energija, ni programirana, tako kot je bilo na prvem albumu, ta album je zelo organski. Takšnega, kot ga lahko tudi v prihodnosti slišimo v živo na odru. Tudi jaz upam, da bomo v prihodnosti šli kaj na odre, pa da bomo to absolutno. Album je narejen za ekipo, da gre na oder, dejansko. 1 let 2 bo naslednja? 1 let 2, ja, ta je en izmed romantičnih komadov v bistvu. Govori pač o odnosu, kako sta v odnosu, za odnos sta pač potrebna dva, ne, logično. In da pač v tem odnosu, kljub temu, da sta dva, morata te dva biti vsak eno. Se pravi, če nisi ti sam svoja oseba, drug sam svoja oseba in da se skupaj dopolnjujeta, pač da ni v redu, se pravi, nekako ne funkcionira, če nekdo dominira drugega, pač prihaja do nekih problemov, verjetno, ne. In kako si pač v nekem odnosu, kjer se ujame z nekom, ki sta se res pokrijeta v točkah in se dopolnjujeta z nekim partnerjem, sta le eno, pa vsem sta še dva, ne, zato ker sta vsak zase močna individuuma, ki sta skupaj v nekem sožitju oziroma v neki ljubezni. Eno le eno, vse eno le dva, oba kot eno čutiva. Eno le eno, vse eno oba, le dva vsak zase sva. Eno le eno, to mi dva sva, le eno, vse eno dva. Eno le eno, včasih kot dva, včasih kot eno, to mi dva sva. Ena in ena in ena in dva, skupaj kot eno, vse eno le dva. Ena in ena in ena in dva, skupaj kot eno, vse eno sva dva. Eno le eno, vse eno le dva. Eno le eno sva, eno vse eno dva. Eno le eno, vse eno oba. Eno le eno sva, eno vse eno dva. Eno le eno, to mi dva sva. Eno le eno sva, eno vse eno dva. Eno le eno, včasih kot dva. Eno le eno sva, eno vse eno dva. To veva brez besed, da čutva le dve. Eno le eno, vse eno le dva. Eno le eno, vse eno oba.
Preprosto najtežji je album, ki ga danes poslušamo v oddaji Radioaktivno. Jakob, 10 pesmi si nam pripravil. Ja, hotel sem jih celo malo še več, ampak v bistvu sem komi na vinil spravil. Ker ima vinil svoje omejitve, hotel sem pa vinil dati, tako da če slučajno nam elektriko vzamejo, internet pade, vse to moja glasba na analognem mediju in sem srečen in meren. Tako da in vinil ima pač svoje omejitve glede časa, ko gre lahko kaj gor. Tako da nikoli ni lahko izbrati, kaj bo šlo na album, pa kaj ne bo šlo, pa vmes med tem, ko sem ga delal, so se mi že nove stvari nabrale in je to tako, pač, ko je po eni strani sem zdaj to mogel dati ven, da bom lahko se z novimi stvarmi ukvarjal. Ne. Avtor si v celoti ti, tako glasbe kot besedil? Ja, celega albuma, z izjemo ene pesmi, Od dela se umira, to bomo pol kasneje slišali. To je priredba od Jurki in basisti. Drugač pa ja, avtor sem jaz, ker pač imam pač to neko potrebo v sebi, da pišem in besedila in pišem muziko, se pravi oboje. In potem mi je seveda še dodatno, da lahko to sproduciram, da lahko zmiksam, da se lahko še s nekimi temi tehničnimi zadevami ukvarjam. To mi je pol tako super mi je, da cel proces nekako naredim in mi je tako, kaj rečemo, najprej okopljem nivo, pa na koncu leta pa še v kozarce spravim, pa v zimance naredim. Treba je najprej okopati, potem pognojiti dobro in potem požeti. Točno to, ne. V besedilih si kritičen, se odzivaš na dogajanje ali si kaj provokativen? Provokativen, kako kritičen. Kritičen sem, seveda, ko pač gledam svet okoli sebe. Nisem kritičen, kaj bi rekel, to nekako je to, v bistvu se meni zdi, da je to bolj nekaj dokumentarno vse skupaj. Se pravi, malo se meni zdi, da pač povem, kaj vidim. Kako kritično je pa zato, ker pač to povem, kako jaz vidim, skozi moje oči. Se pravi, skozi moje oči verjetno ne vidijo vsi isto, zato mogoče lahko to kritično zveni, ampak ja, življenje pač ni vse samo lepo okoli nas, pa vedno so stvari, ki bi jih lahko drugače naredili. Bi se lahko malo drugačno njih gledali, ki bi lahko imeli drugačen odnos in pač to jaz povem. Ustvarjaš v slovenščini, je to lažje, kot pa na primer v angleščini. Nekateri pravijo, da jim tisto bolj steče, pa vidim, da se lahko avtorji tudi v slovenščini odlično izražate. Pa poveste dejansko bistvo še bolj na ekspliciten način. Če mene vprašaš, ne, je materni jezik, ne, to, kar napišeš v maternem jeziku, daš na papir in to prebereš in če si bedarijo napisal, točno veš, da si bedarijo napisal. Če to narediš v drugem jeziku, pač se ne veš. Ne, se ti zdi, da to šlo pa čez, pa to, ampak če si pa naredil v maternem jeziku, pa točno veš, da ne gre čez, ne. In zato se mi zdi, da je težje delati v maternem jeziku, zato ker je to iskreno. To, ker napišeš in to prebereš in to ti prebereš samo sebi nazaj. Se pravi, če ti kar neki tam bučke prodajaš, pač boš takoj vedel, da bučke prodajaš in še videl boš, da jih slabo prodajaš. V tujem jeziku pač boš rekel, ajde, bučke prodajam, pa se ti zdelo, da jih dobro prodajaš, ne. Pa niti ne veš, ne, zato ker pač greš prodajati bučke v angleščini enemu iz New Yorka, pa enemu iz Londona, pa enemu iz Portugalske. Vsak to malo drugače sliši, da je spet koliko je to, kaj je spovedal, kako te je kdo razumel. In materni jezik je pa pač iskren, ne. Pač iskren najbolj do unga, ki je to napisal, ne. Nekaj sodelujočih je tudi pri albumu, tudi nekaj ženskih vokalov je slišati. Ja, kot pravim, so tle moje džakuzli pa džakuzle. Pod džakuzle je Katinka Dimkarovska, je že na prvem albumu bila back vokalistka. Na tem albumu se nam je pridružila Stenliša. Zraven poleg tega je še Andraž Mazi na kitari, Miha Meglič na drugi kitari, Rok Škrl na bas kitari in Sergej Ranželovič-Ranžo na bobnih. Tako da ekipa je, jaz sem zaljubljen v njih, to je najboljša ekipa v Sloveniji, na svetu, tako da jaz upam, da bomo še več albumov skupaj posneli. Kot bi rekli v stilu naslova naslednje skladbe, preprosto. Preprosto, ja. Stvari so preproste. Kadar se ta prava energija, ta pravi miselni tok in vse skupaj postavi, so stvari zelo preproste, ne. In pač sam komad preprosto pač govori po eni strani o tem, kako nas pa hočejo narediti neke iz nas, ki smo v bistvu kompleksni ljudje, neke preproste ovce, neke, ki ne razmišljajo svojo glavo in pač ne sledijo vsemu, kar se jim da v glavo, ponud pred oči. In v tem smislu se meni zdi, da je svet zbanaliziran in preprost
postal, ker dejansko pač ni neke več vsebina je instant vsebina in tako nekako je tudi ta preprosto, se pravi nekako kritika tega instant življenja, tega vsega, pač, ki so kompleksne stvari, v katerih se dejansko jih ne rešujemo, ne pristopamo do njih, v bistvu vse to so samo neki pamfleti za danes pa za jutr, po jutrišnjem nas pa ne zanima več to, ne. Tako da o tem govori to. Preprosto, besed dost bo, nezapleteno, ker jog bo, pasivno artikulirani, destruktivno orientirani, enostavno komplicirani, narobe interpretirani. Prezahtevno, pusto, poenostavljeno in zmevno, preprosto, času je primerno, nezahtevno in odmevno, no. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. In slišam in gledam, vse bolj se zavedam, kaj čutim, kaj delam. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto vse. In slutam in delam, verjamem, preferam, so pamet požiram. Preprosto, vse prepogosto, zdi vse preprosto vse. Preprosto, prevar dost bo, neurejeno, vse prepogosto, funkcionalno selektirani, vulgarni in pretirani, egocentrično rotirani, slabo perpetuirani, prezahtevno, pusto, poenostavljeno in zmevno, preprosto, času je primerno, nezahtevno in odmevno, no. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. In slišam in gledam, vse bolj se zavedam, kaj čutim, kaj delam. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto vse. In slutam in delam, verjamem, preferam, so pamet požiram. Preprosto, vse prepogosto, zdi vse preprosto vse. Vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se jutri posto. In slišam in gledam, vse bolj se zavedam, kaj čutim, kaj delam. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto vse. In slutam in delam, verjamem, preferam, so pamet požiram. Preprosto, vse prepogosto, zdi vse preprosto vse.
Preprosto in Jacuzzi, z albuma Preprosto najtežje. Kot sem prej dejal, album si začel najavljati s singlom Najtežje, ko si tudi opozoril na svojo bolezen. Ja, v bistvu malo nekako v smislu sem hotel po eni strani malo z sam sabo to dati, kot sem rekel, na papir in prebrati in samo sebi napisati par stvari in sem čutil, da moram to narediti, ker sem se tega izogibal dejansko nekega soočanja z samo boleznijo v nekem kontekstu, da pač jaz to, kar delam, da bom delil z ljudmi. Bolezen je pa taka neka zelo osebna stvar, ki jo pač vsak hoče malo, ne hoče, ampak nekako samo ti veš, kaj se z njo dogaja in težko to drugi razumejo. Tako da je bil najtežje, je res in težko se sliši, je težki rifi so in težek besedil je sam po sebi in težko je bilo meni ga tudi napisati, ampak ko sem ga napisal, sem se nekako, mečkam sem šel naprej tudi jaz v glavi sam par sebi s tem, zato ker sem si malo tudi sam povedal par stvari, ki v tekstu, ker sem si jih pač na papir dal. Ti je potem glasba kot neke vrste terapija? Absolutno. Glasba mi je, tako, po tej bolezni sem jaz mogel, po temu, ko me je pač položil in sem bil naenkrat nič, sem pač začel malo razmišljati vse, kaj me sploh dela, kaj me žene naprej, kaj mi daje smisel, in sem ga pač najdel v glasbi, se pravi v studiu. To mi da voljo, da ostanem, da se pomatram, da prijem do sem, tudi če ne moram prijeti, če mi je ful težko, slab dan imam, vrti se mi, groza mi je, ampak šten sem pridem v studio in ne vem kaj, to me po koncu drži. Je potem bolezen spodbuda ali ovira? V bistvu je spodbuda, Pač ovira mi je to, ker pač niti slučajno ne morem početi stvari, ki sem jih prej počel. Zdaj sem ponosen nase, da sem že dolg, da sem sploh si upal nazaj na oder stopati, da sem si upal stati najprej za en komad na odru, da zdaj stojim cel koncert na odru, da ga odrepam, odpojem, karkoli oddelam in da me tudi pol nimam nekih posledic zaradi tega in se mi zdi, da to samo pri sebi sem pač zmagal že zdavnaj, ker sem to naredil. In pač vidim in se mi zdi tako malo nekako naprej pelem to zgodbo, ker nikoli ne vem, kdaj bo konc, kdaj bo lahko slabš, mogoče lahko obležim, pa ne mogo več nobenega albuma narediti, tako da tega sem zdaj doven, upam, da bom še kakšnega. Zagotovo, vidim, da imaš polna energije. Hvala. Kot Me Too bo naslednja? Kot Me Too je ena taka kritična, ki se ukvarja z tem našim planetom in z našim odnosom do njega in kako pač so ene stvari, ki mi govorimo, kaj delamo, kaj hočemo narediti, kakšne lepe namene imamo, kjer vse ustanove imamo, ki se ukvarjajo s tem in na koncu pridemo dejansko do tega, pač, da nič od tega ne naredimo, ker po eni strani smo tako omejeni na te svoje majhne prostore, kjer živimo, v bistvu imamo pa tle neko večjo sliko pred nami, vsi smo homo sapiens iz tega planeta, ne glede na barve, če gledamo na vse, kar se z DNK pa s tem dokazali, pač tle tudi debata o narodih je zelo tako, vsi smo zmešani z vsemi in bi bilo fajn, da bi počasi dojeli, da smo pač vsi samo ljudje, da smo si ne samo podobni, ampak da smo isti, da so tle neke kulturne razlike med nami, ki se dogajajo, ampak vsi smo homo sapiens in da bi bilo nekako fajn, da nekako, če hočemo na tem svetu, ker vidimo pač, da vse zelo vpliva, da pač nič ne pomaga, če so Švedi ekološko ozaveščeni, če v Siriji bombe mečemo, da bi nekako mogli malo tako mečkam bolj razmišljati o enem planetu, enem človeštvu, ni narodov, nacij. To je zelo, zelo neoprijemljivo vse skupaj. Če bomo hoteli dolgo vztrajati kot neka civilizacija, pač bomo mogli malo skupaj stopati v velikih stvareh. Neki dan čist prehiter, ne na glas čist potihem, počasi na zihar, hoče imeti, hoče biti, hoče mene si lastiti. Počasi in potihem, minuta do konca, večnost brez konca. Vsi z istega smo lonca, ko me svet prizadane, ko
situacija me gane, zvije me k norca. Bolj takole razmišljam. Če je planet sam zame, kaj drugim sploh ostane? Jim sploh kaj preostane, kot sam čakat name? Kjer vlada aroganca, kjer neumnost je inštanca, kjer v bran demokracije te pohvalim, te popravim, te pokvarim, te ubijem. Kot mi tu, ti z nami si, na planetu tem isti zrak dihaš vem. Kot mi tu in naš problem, tudi tvoje, to lahko ti povem. Če to se zdi, da prepozen je za sanje te, da bi dojel, da smo eno le. Prepozen ni, čas prehiter teče mimo le, da bi dojel, da smo le ljudje. Če bi vedel, kaj nas čaka, kaj je prav in kaj napaka. Tisočletje hiter mine, pred milijardo so bile daljše zime. Zgodba slehernega tlaka ni ne prav in ne napaka. Svet ljudi brez domišljije nas zgon naprej v bobne zvije. Sam preč, meč, kupuj stran, meč, sam več, si imel bi sam več, noben mu ni odveč, zet več, sam cash, si vidimo sam cash. Vsak strani odmeva, stvari in me nema, misel daje mi. Zakam bo ta aroganca, odkje vsa ta distanca, to me teži. Dat manj zet več, poplint odreč, dostojanstvo mi kratite za napredek in kredite. Kot mi tu, ti z nami si, na planetu tem isti zrak dihaš vem. Kot mi tu in naš problem, tudi tvoje, to lahko ti povem. Če to se zdi, da prepozen je za sanje te, da bi dojel, da smo eno le. Prepozen ni, čas prehiter teče mimo le, da bi dojel, da smo le ljudje. Vsak strani odmeva, stvari in me nema, misel daje mi. Kot mi tu, ti z nami si, na planetu tem isti zrak dihaš vem. Kot mi tu in naš problem, tudi tvoje, to lahko ti povem. Če to se zdi, da prepozen je za sanje te, da bi dojel, da smo eno le. Prepozen ni, čas prehiter teče mimo le, da bi dojel, da smo le ljudje. Jacuzzi Kralj z albumom Preprosto najtežji, z mano vdaje Radioaktivno. Glasba sedaj popolnoma sveža, moram med ljudi. Razmišljaš kaj o odrih? Svojo zasedbo si že predstavil? Absolutno, da razmišljam o odrih. Se pravim, da to je bilo meni en tak velik izziv nazaj na oder stopati, glede na to, da dejansko hoditi nisem mogel, so me na Soči naučili nazaj hoditi, da sem nekako operativen in mi je to meni tako nekako mečkan moj Mont Blanc, na katerega lezem. Moji veliki izzivi so to koncerti in si jih v bistvu ful želim teh izzivov, ker mi je super, ker pač tudi vidim vsakič nekako moram jaz tudi in fizično in psihično moram nekih stvareh naprej hoditi, jih
poskusiti si pač dovoliti kaj, da doživim in dovoliti, da kaj probam narediti in da dovoliti, da tudi kakšen neuspeh doživim. Ne. Že tvoji singli so naleteli na dober odziv, verjetno sedaj podobno pričakuješ s celotnim izdelkom, ker ti kar nekaj skladb že poznamo. Upam, no, da si bo kdo želel to zavrteti, da bo hotel mogoče sam za zabavo slišati. Ne samo, da bo treba razmišljati zraven pa nekaj, saj glasba je vseeno tudi deloma plesna. Je, se da poleg migati. Upam. Zanimivo pa je to, da si album odel v roza barvo. Celotna podoba je v tem stilu, kako to? V bistvu moj prijatelj Miroslav Erjavec, ki je naredil mi oblikovanje, mi je on dal to roza barvo, sicer med drugimi barvami in mi je bilo tako provokativna, ne. Tako se mi je zdela, veš, kar rdeča barva. To, da roza je pa še bolj, ne. Da to pa... In pol najbolj na začetku sploh nisem bil za to. In pol mi ni šla ta roza ven iz glave. In roza. In zdaj mi je ta roza, res mi paše tudi v kontekstu vsega, ne. Ker je neka... Ni veliko moških z roza mikico pa z džakuzijem kralom. Torej si na naslovnici ti? V bistvu je tako nekako, to je, kako bi rekel, a se reče temu avatar? Bi lahko rekli, ja. Kako je en tak avatar. Sicer nisem nikoli bil toliko priden na fitnessu, da bi takole izgledal, ne, ampak je pa kar v redu, soliden. Naslednja bo tale bit. Tale bit je v bistvu točno govori o temu bitu, se pravi, in govori o bitu kot bit življenja, daj mi tole bit, daj mi tale bit. In nekako se igra s tem, koliko je bit, tudi bit sama, se pravi, v srž, ali kako v temu še rekel, ne. Tako da se s tem se igra, kaj, daj mi bit, da me pele, da me naprej mečkam, da ga čutim kot bit svojega srca in da mi da ta bit neko bit v življenju, se pravi nek smisel, da samo temu, že to, da srce mi daje bit, da je že nekje v enem srčiki en bit vsega skupaj. Da se spomnim, kaj mi tene. Daj mi tale beat, zdajle, daj mi tale beat, da pozabim na probleme. Daj beat, prosim. Sam bolj na glas, hočem pozabiti na svet, kdo sem. Sam za en dober beat, prosim. Sam bolj na glas, potisem. Sam ne počas, stisem. Sam nekaj več bi zdaj rabu. Da svet na hiter jaz rad bi pozabil. Ko bit me gon jaz vem, da nočem biti problem, da hočem drug sistem. Bolj gledam, bolj to vem. Včas delam, kar ne vem. Včas rad bi pa ne smem. Včas jaz sem tis problem. Včas vem, nekam jaz grem. Daj mi tale beat, zdajle, daj mi tale beat, naj me pele. Daj mi tale beat, zdajle, daj mi tale beat, ne drži me, naj me mele. Daj mi tale beat, zdajle, daj mi tale beat, da se spomnim, kaj mi dene. Daj mi tale beat, zdajle, daj mi tale beat, da pozabim na probleme. Bit srca slutam, ta bit jaz tja čutam, svet ta včas je mučen. Nej pomislim, odklop je bistven, preklop koristen, kapitalističen svet odmišljen. Ne raj bit gonne, kot nesmislov potonne. Bit moj tron je, za kraljestvo dam, oh yeah.
Ta občutek, ko vedeti nočem, kje sem, kaj sem, kdo sem. Ta trenutek je sam za dober beat, prosim. Ta trenutek ne svet, ampak beat nosem. Naj me krivi navija, naj me v bok ne zvija, naj me počas prebija, naj nos me domišljija. Beat na beat, zna bit rdeča nit, na beat, kaj dobrega naredit, zna beat. Daj mi tale beat, stele, daj mi tale beat, naj me pele. Daj mi tale beat, stele, daj mi tale beat, naj drži me, naj me mele. Daj mi tale beat, stele, daj mi tole beat, da se spomnim, kaj mi dene. Daj mi tole beat, stele, daj mi tole beat, da pozabim na probleme. Daj mi tale beat, stele, daj mi tale beat, naj me pele. Daj mi tale beat, stele, daj mi tale beat, naj drži me, naj me mele. Daj mi tale beat, daj mi tale beat, stele, daj mi beat, daj mi tale beat, stele, beat, yo. Daj mi tale beat. Tale bit in Jacuzzi kralj v oddaji Radioaktivno. Jakob, že nekaj časa se poznava, že nekajkrat si bil gost pri meni v studiu v oddaji Radioaktivno. Veš, da jaz sem običajno tisti, ki sprašuje. Super. Ampak letos je v intervjujih nekoliko drugače. Namreč tudi drugi glasbeniki sprašujejo glasbenike. Zato ti gostje prejšnjega tedna zastavljajo 4 vprašanja. Boš odgovarjal? Bom. Povem pa ti, da je to bil Marko Vovk, predsednik Društva kočevskih glasbenikov. Predstavljala sva kompilacijo Kočevje špila zadnjič. On ti je zastavil 4 vprašanja, jaz ti bom jih vrtel, ti boš pa potem odgovarjal. Prvo vprašanje. Ja, glede na to, da smo bili zdaj 2 leti zaprti, me zanima, kater bo naslednji koncert, ko ga nameravate obiskati? Sigurno bo nekaj domačega, v domačem okolju od kakšnih frendov, ki jih že zelo dolgo nisem slišal. Predvidevam do Ljubljane, ker sem pač po eni strani imam to srečo, da sem pač tle, da lahko dostopam do tega. Kaj pa bo prvi koncert? To sem pa pustil malo presenetiti, ne. Zaenkrat bo prvi koncert moja promocija, moj lasten, se pravi zelo egoistično. Planov po nekih si jih pa ne delam več. Od leta 2020 si ne delam več planov. Bom videl, kam me bo pot zanesla. Upam, da bo prvi koncert, ki ga bom videl, da bo res dobra muzika. Ker smo v tvojem studiu in če pogledam za sabo, lahko namignemo, da mogoče obiščeš koncert Hamo in Tribute v Križankah. Absolutno, to bom šel pogledat Hamota in Tribute, da vidim, kako so na odru, da jih ne bom sam pri sebi v placu gledal, ampak da vidim, kako se obnašajo pred publiko. Drugo vprašanje, ki ti ga zastavlja Marko Vovk. Ste kdaj razmišljali v igranju kakšne druge zvrsti kot tiste, katero preigravate? Absolutno. Vse zvrsti, tako bom rekel, to, da bi na porokah igral pa na zabavah, to me ne zanima, ampak absolutno vse ostale zvrsti me zanimajo. Imam z enim prijateljem še projekt, ki imenujejo Bagdad Battery Orchestra. Tam se igrava z elektronskimi napravami, se pravi looperji, samplerji, synthesizerji in je tako da absolutno sem odprt za vse. V bistvu glasba je glasba, če te premakne, če ti da bit, je to. Tretje vprašanje. Kakšni so vaši načrti za leto 2022? So to koncerti, kakšen nov material, mogoče kakšna presenečenja? Absolutno, presenečenja so videospote, mislim, narediti. Nekaj sem že pripravil, nekaj še pripravljamo in absolutno mislim, da če nekaj videospotov ven, vsaj 2 do 3. Vsem, ko glasbo delam, si jo tudi vizualiziram pač. In dosti stvari se potem lepo skupaj naredi, tako da sigurno bo videospoti kakšni še letos, koncerti, tako da se pravi upam, ne planiram nič več zares, ampak rečemo, da bo. In še zadnje vprašanje, ki tega zastavlja predsednik Društva kočevskih glasbenikov Marko Vovk. Kateri inštrument ponovadi vzamete s sabo na žur? Meni je lahko. Jaz sam pridem na žur. Pa če mi ne dajo benga inštrumenta v roko, pa si kar mikrofon vzamem.
pa jim kaj razložim, če jim pa to ni všeč, se pa še kaj zaderem pa zapojem. Tudi tebe potem čaka, da zastaviš 4 vprašanja naslednjim gostjem. Midva glasbe, od dela se umira, že prej si omenil, gre za priredbo. Ja, gre za priredbo od Bojana Jurke Jurevčiča, oziroma Jurki in basisti. To je bil komad, ki sem ga slišal, ko sem bil tam po moje 11-12 let star tam nekje. In sem bil fasciniran takrat, sem rekel, prav mami poslušaj to. In nekako sem imel en od teh komadov, pač nisem nikoli dobil nor, mislim, da bi ga to hotel imeti, ampak sem imel tisno spomin in sem potem leta kasneje Jurke spoznal in sva pač postala prijatelja in me je v enem momentu, pač, ker je imel 30 let od izida komada in je naredil dogodek po isto Štekanih in je me vprašal, če bi naredil priredbo. In sem se počutil kar počaščenega, tako da sem naredil priredbo komada in pa sem še na koncu njega dal sample od Jurke, čisto ta zadnji od dela se umirajo iz originala vzeti. Od dela se umira. Vstaneš, prideš, delaš, greš. Spiš, vstaneš, delaš, ješ. Spiš, vstaneš, delaš več. Spiš, vstaneš, delaš cash. Eni manj, drugi več. Eni raj, drugim je odveč. Nič ni zastonj, sam tvoj čas je na razpolago, v dobju on vas je. Nič ni kot zgleda, življenje je pasje, sam folk kar naseda in niti opazne. Daj mi jesti, daj mi piti. Daj mi jesti, daj mi piti. Zdaj me pusti malo spati. Jutri moram zgodaj vstati. Jaj, kako sem jaz danes utrujen. Jaj, kako sem jaz danes utrujen. Od dela se umira. Od dela se umira. Od dela se umira. Od dela se umira. Kako sem jaz danes utrujen.
Poddela Se umira in Jacuzzi Kralj oddaje Radioaktivno. Jakob, za konec tega pogovora, nekaj singlov smo že spoznali z albuma, pripravljaš še katerega za izdajo podprtega z videom? Pripravljam zdaj za Eno le eno, smo posneli videospot, jaz pa plesalka tanga Marija Kek in Tilen Čufar, ki mi je že več videospotov zagrešil, mi je tudi tega zagrešil, tako da Eno le eno je zdaj nek singel, ki je aktualen. No. V ples se zadnji čas zelo vrgal, kot je videti v tvojih videospotih. Ja, to je bilo tako, je bilo zelo neka igra na ključi. Moja prijateljica Alicija je delala neko predstavo in je potrebovala seveda zvok, ne? In sem ji pomagal in potem sem pomagal pri predstavi, ker je pač to modern oziroma contemporary ples. Sem bil fasciniran nad tem in sem kar videl glasbo zraven in sem se zmenil, da dajmo narediti plesen videospot, hočem to in smo se začeli meniti in smo nekako prišli in so me sami plesalci so me, da pa moraš pa tudi ti plesati, ne. In sem rekel, da ja, in sem začel z Alisijo, sva začela dejansko plesati, ona je začela učiti nekih teh tehnik, gibanja in me dejansko pripravila do tega, da sem začel plesati, kar nisem nikoli prej počel v življenju, dejansko bil sem bolj antiplesalec kot plesalec. Tako da si potem nekako se mogel sprostiti in si dovolj, da plešem. Ne? In tako da zdaj pač ne morem nekih plesnih gibov strašnih delati, glede na to, da sem malo omejen gibalno, ampak ne glede na to, še vedno lahko počnem ogromno stvari, ne, in se pravi, in vse je nekako ples, ne, in zdaj, kaj je točno ples, pač vsi vemo, kaj je valček, pa kaj je foxtrot, pa to, ampak ples je še toliko več vsega drugega, kot samo te neke klasične ustaljene oblike, ne. Ves čas pa seveda si vpet tudi v nov ustvarjalni val. Ja, točno to, pač skozi je treba majčkeno napredovati in samega sebe bogatiti. Poslovila se bova skladbo Preprosto. Ja, spet preprosto, tako kot smo rekli. To je preprosto, je dvakrat na albumu. Najprej sem naredil najprej na klavirju in ta komad iz klavirja šel v band in smo z bandom ga naredili in sem ga posnel. In potem se mi je zdelo, da mogoče bi še nekaj mi je manjkalo in sem vse skupaj s Telišo, ki je tudi drugače zna note pisati in vse te stvari in mi je ona naredila dejansko orkestracijo iz mojega klavirja in smo potem, vse skupaj sem poklical potem Matijo Krečiča, ki je potem še svojo sestro Emo in sta prišla z violino in s čeli in smo posneli violine in čela in smo naredili neko tako akustično varianto iste pesmi, ki diha čist drugače, se pravi, in mi je bil všeč, in mi je blazno všeč ta kontrast, kako pač glasba lahko tudi z manj stvarmi, kako lahko pesem še vedno dela, kot recimo imaš po drugi strani za celim bendom, bobni, bas, kitara, še vedno ta neko energijo, nek drive, da ga ima. Torej, preprosto akustično za konec tega pogovora. Jakob Kralj oziroma Jacuzzi Kralj, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala za povabilo, za gostitev. Preprosto, besed dost bo, nezapleteno, ker jo bo. Pasivno artikulirani, destruktivno orientirani, enostavno komplicirani, narobe interpretirani, prezahtevno, pusto, poenostavljeno in spevno, preprosto, času je primerno, nezahtevno in odmevno, no. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se, jutri post bo. Preprosto, vse prepogosto, danes je preprosto, vse prepogosto, preprosto, danes se, jutri post bo.
In slišam in gledam, vse bolj se zavedam, kaj čutim, kaj delam. Preprosto vse, prepogosto, danes je preprosto vse. In slutim in delam, verjamem, blefiram, so pamet požiram. Preprosto vse, prepogosto, zdi vse, preprosto vse. Preprosto vse, prepogosto, danes je preprosto vse, prepogosto, preprosto, danes je, danes se, jutri post bo. Preprosto vse, prepogosto, danes je preprosto vse, prepogosto, preprosto, danes je, danes se, jutri post bo. In slišam in gledam, vse bolj se zavedam, kaj čutim, kaj delam. Preprosto vse, prepogosto, danes je preprosto vse. In slutim in delam, verjamem, blefiram, so pamet požiram. Preprosto vse, prepogosto, zdi vse, preprosto vse. Zdravo, jaz sem Jacuzzi Kralj in vi poslušate oddajo Radioaktivno.